Kujejo zaroto, da bi nekako izvedli napad v slogu 7. oktobra na objekte, ameriške objekte in zajeli Američane za talce, jih odpeljali v Iran. Če želi svet sedeti križem rok in pričakovati enake rezultate. Dobrodošli nazaj v Access of Truth na JNS. Danes imamo zelo posebnega gosta, častitega Bijana Kijana, soustanovitelja in predsednika organizacije Institute for Voices of Liberty, ki ga je ameriški senat dvakrat potrdil. Služil je na nacionalni ravni, na vodilnih položajih na področju nacionalne varnosti in zunanje politike, pod predsedniki Georgeom W. Bushem, Barackom Obamo in Donaldom Trumpom, vključno z vlogo namestnika vodje urada direktorja nacionalne obveščevalne službe v tranzicijski ekipi po predsedniških volitvah leta 2016. Danes bomo razpravljali o razvijajoči se grožnji, ki jo predstavlja Islamska republika, pa tudi o njenih globalnih partnerstvih in o tem, kaj morajo Američani razumeti o dolgoročni strategiji režima v tej fazi vojne. Torej, dobrodošel v oddaji, Bijan, najlepša hvala, da si danes tukaj. Vesel sem, da sem tukaj s tabo, Emily. Svet je nor, veliko je za povedati. Danes je res veliko za razpravljati. Opozoril si, da grožnja Islamske republike Združenim državam sega veliko dlje od raket in celo jedrskega orožja. Opisala si scenarij, v katerem bi režim lahko celo poskušal izvesti napad v slogu 7. oktobra na ameriških tleh, ki bi vključeval jemanje talcev. Kako resnična je ta grožnja in zakaj meniš, da jo mnogi v Washingtonu še vedno podcenjujejo? Veš, Emily, obveščevalni častniki, obveščevalne organizacije imajo težko nalogo. Če se odzovejo na nekaj, kar menijo, da je nevarnost, to je neposredna nevarnost, in jo prijavijo, lahko jih obtožijo pretiravanja, jih obtožijo pretirane reakcije, preveč vnetih obveščevalnih častnikov, in če to ignorirajo, jih bodo obtožili, da so kaj spregledali. Veste, obstaja razlika med obveščevalnim častnikom in novinarjem. Dosežki obveščevalnega častnika se merijo glede na to, kako je deloval pred napadom. In seveda novinar deluje po napadu. Torej, to je težka situacija. Veš, moramo biti zelo hvaležni moškim in ženskam, neopevanim junakom naše države, ki so dolgo časa skrbeli za varnost države. Ampak, veš, pravijo, da je največji prostor na svetu prostor za izboljšave. V preteklosti, veš, pojdimo nazaj. Pojdimo nazaj, poglejmo, kaj se je zgodilo tik pred 11. septembrom. Imeli smo napad na Svetovni trgovinski center. Imeli smo napad na veleposlaništvi v Tanzaniji in Keniji. Imeli smo tudi napad na USS Cole v Jemnu. Torej, če bi vprašali 5-letnika, povedal bom nekaj besed, vi pa poiščite logično zaporedje, kaj sledi. Rečem kopno, moje, in 5-letnik bi nedvomno rekel zrak. Tako je bilo 11. septembra in predstavljajte si, če bi vprašali, kako resnično je to. Kako bi lahko reagirali na to. In druga stvar je, veste, videli smo tudi, ko je izraelska obveščevalna služba našla knjižico Jeriholski zid. In ko je dober obveščevalni častnik, izraelski obveščevalni častnik je poročal, da opaža nenavadne dejavnosti na meji. In potem so tiste ženske opazovalke na meji so poročale, da se tukaj dogaja nekaj nenavadnega. In bilo je prezrto. Bilo je prezrto. Ne gre za to, ali si prijazen ali neprijazen do IDF ali izraelskega obveščevalnega aparata. Ne gre samo za poročanje o tem, kaj se je zgodilo. Zgodilo se je to, da so ga prezrli. To je resničnost. In zgodila se je tragedija 7. oktobra. Torej, me lahko kdo obtoži pretiravanja, da si predstavljam stvari, ki se verjetno ne bodo zgodile? Ne. Ne, iranska obveščevalna služba ne bo sodelovala z redno vojsko, ker potrebujejo logistiko, potrebujejo vedeti, kako, potrebujejo podporo, kadarkoli izvajajo takšne operacije, načrtujejo. Načrtujejo, da bi na nek način izvedli napad v slogu 7. oktobra, na objekte, ameriške objekte, in zajeli Američane za talce, jih odpeljali v Iran in potem, veš, rečeš, Bijan, dejno, to je pa res neverjetna ideja, tega ne bojo naredili. Redu. Če si svet želi le stati križem rok in to reči, potem pričakujte enake rezultate, kot so se zgodili nam 11. septembra in oktobra v Izraelu. Tragedija 7.
oktobra, tega ne smemo dovoliti. Zato tega ljudje ne bi smeli ignorirati. V tem je preveč politike, preveč pristranskosti. Veliko ljudi, ki jim predsednik Trump iz kakršnega koli razloga ni všeč. In nekateri med njimi sploh ne morejo povedati, zakaj. Ampak, veš, imajo različna mnenja, na katera nenehno vplivajo drugi. Tega ne moreš ignorirati. Tako da to okolje res ni tako čisto, ni tako nedotaknjeno, kot bi moralo biti. Zato mislim, da je to. Vprašanje je, sprašujete, kako mogoče je ta načrt. No, ista vprašanja bi si morali zastaviti pred 11. septembrom in ista vprašanja bi si morali zastaviti pred 7. oktobrom. To je v njihovi moči, da to storijo. Pokazali Znoke. da ko pridejo reče, bomo vzeli Američane za talce in za vsakega iztržali $1 milijardo, in vzemite resno. In vzemite resno, to pravim. In če se sliši kot pretiravanje, ne vem, kaj ne rečem. Mislim, da poskušam razmišljati preventivno, še pred napadom. Dolga leta so mnogi na Zahodu in tudi Iranci ločevali med IRGC, Islamsko republiko, in Artešom, redno iransko vojsko. Verjeli so, da je vojska ostala nekoliko bolj profesionalna, morda manj ideološko zavezana kot IRGC. Trdite, da ta predpostavka ne drži več. Kaj se je torej spremenilo? In zakaj, na primer, izpostavljate kontraadmirala Habiba Sayarija kot simbol tega, kako globoko je režim kompromitiral redne oborožene sile? Ja, veste, to je zelo zanimivo. Naj izkoristim to priložnost in povem, da to ni edina stvar, ki smo jo skozi leta narobe razumeli pri oblikovanju politike. Veste, obstaja pomanjkanje znanja, ko gre za razumevanje Irana nasploh. Ko govorite o Iranu, to ni samo država na zemljevidu. To je civilizacija. To morate razumeti. In če želite vedeti, kaj to pomeni, je to, Bižan, no daj, zdaj govoriš pesniško. Kaj ima civilizacija s tem? No, lahko ti povem, kakšno vlogo ima pri tem. Peljali te bom v majhno mesto, ki se imenuje Abaddon. In v tem mestu so ljudje lačni. Trpijo. Nimajo dovolj denarja, da bi kupili hrano. In potem, ko vlada dostavi vreče riža, jih zavržejo. Tega ne spremejo. To je drugje po svetu nezaslišano. Poglejte, kaj se zgodi v takih primerih. Ljudje bi se tepli za to, da bi zgrabili eno od teh vreč riža. Tu se ne zgodi. Drugič, predvidevali smo, kot je podpredsednik J.D. Vance pravkar izjemno povedal, izjemno zabavno, kar je rekel, je, da bo 94 milijonov ljudi zapustilo državo. To kaže na pomanjkanje izobrazbe, pomanjkanje znanja. To niso ljudje, ki bi pobegnili. Vračajo se in povedali so mi, poučili so me. In veste, dovolite, da sem iskren, zelo iskren, brutalno iskren. Ne morem se ločiti od tega pomanjkanja znanja. Nismo strokovnjaki, te zgodovine ne poznamo. Ne poznamo globine te civilizacije, ki vpliva na kulturo, vpliva na vedenje nekega naroda. Kako bi lahko šli v vojno z državo, ne da bi poznali njen narod? To ni dobro. Zdaj pridemo do vprašanja, omenili ste tega kontraadmirala. Habib Sayari. Torej, prej smo gledali, kot ste omenili, razliko med IRGC in Artešem. Zakaj smo tako mislili? Ker smo menili, da ima Arteš zgodovino. Imel je doktrino, ki je temeljila na zaščiti države in ljudi. In motili smo se. Nič takega. Popolnoma narobe. To je tako, kot so ljudje sprašvali predsednika Trumpa, rekli ste, to so prijazni ljudje, drugič prva plast odstranjena, druga plast odstranjena, tretja plast so ljudje, s katerimi dejansko lahko sodelujemo. In potem se je vrnil in rekel, zdaj imamo opravka z drhaljo. Kaj se je torej zgodilo? Kakšna je razlika? Kako smo to spoznali? No, enako velja za razliko med IRGC in Artešem. Popolnoma nobene razlike ni. Ena stvar, ki moramo razumeti, je, da sta bila dva brata, eden je vodil IRGC,
Drugi je bil v vojski. Salamis. Omenili ste Habiba Sadžarija, kontraadmirala. Na njega smo gledali kot na nekoga, ki ga ljudje spoštujejo. Bil je del stare generacije. Šel je skozi prave šole, pravo izobrazbo, poveljniško šolo. Vse. In rekli smo, to je človek, ki bi morda lahko bil, morda nekdo, ki bi lahko rekel, hej fantje, te vojne ne bomo zmagali, predali se bomo, predejmo se ljudem. Bodimo razumni. In motili smo se, popolnoma smo se motili. Najprej ista zgodba, njegov brat Mehdi je vodja obveščevalne službe in če greste naokoli in vprašate ljudi, bi rekli, da brata ne govorita drug z drugim, ne marata se. Prav, seveda. Vlada je izbrala enega brata v islamski revolucionarni gardi, drugega pa v redno vojsko. Ker ne govorita drug z drugim, ker sta res, ves čas na nasprotnih straneh. To je izraz, ki so me ga pravzaprav naučili danes zjutraj, ampak to pomeni, ko sta si iz oči v oči. In to pomeni, da sta resnično drug proti drugemu. Nisem prepričan. Habib Sadžari je danes postal glasnik morilcev iranskih otrok. Stoji tam ravnodušen z medaljami od tod do ramen in zgleda precej vojaško, vendar ga danes vidijo kot neuporabnega, povsem ostarelega moža, ki ni dober za nič. In obstaja koncept skupne odgovornosti. Če ste priča krivici, če ste priča zločinu, in ne samo, da ne storite ničesar glede tega, ampak celo pomagate pri tem. Tu spodbujate. On bo hodil naokol, poglejte ga, hodi naokol, poljublja otroke in obiskuje grobove ljudi, ki so ubili iranske otroke. In to je njegova vloga. Torej, zakaj bi mu zdaj sploh zaupali za kakšno vlogo? Tisti pod njim. Govorili ste o razliki. Razlika ni med RGC in redno vojsko, razlika je med temi starci, ki toliko dolgujejo za vse trakove, ki jih imajo, ki so jih, pridobili iz kakršnega koli razloga. Toliko dolgujejo za vsak trak, da bi se temu priklonili. Vsakemu ukazu od zgoraj, ki pravi, naredi to, in oni bodo to naredili. In ko pogledaš tega kontraadmirala, častnika z eno zvezdo, ga je zelo težko pogledati in spoštovati. In verjemite mi, njegovi podrejeni ga ne spoštujejo več. Iščete razliko? Poglejte novo mlado generacijo visokih častnikov, ki v Iranu prihajajo v ospredje. Oni to vedo, samo zelo jih je strah. Ena stvar, napačen korak in bojo mrtvi. Tega jih je zelo strah. Torej, mislim, da si lahko prihodnost predstavljamo brez stare garde, ki nosi vse tiste trakove, da dolgujejo nekaj posebnega vladi. Kar pomeni, če vlada reče, grem ubijati otroke, moraš samo stati tam in ne narediti ničesar. In če lahko, ji samo pošlji nekaj nabojev. Točno to počne Habib Sadžari in ljudje kot je on. Odvratni so. Sram naj bo take ljudi, ki nosijo ta uniformo. Njihova naloga je zaščititi ljudi in državo. In pri obeh popolnoma odpovejo. Torej, kar želim povedati, verjamem, da je ta trenutek primeren, da spregovorimo o prihodnosti vojaškega osebja, vključno z novoimenovanimi generali in admirali, je svetla. Če niso nikogar ubili, niso ničesar ukradli. Če niso resnično uničili nečijega ugleda, če niso nekje povzročili osebne pritožbe, jim ni treba skrbeti. Prihodnost vojske bo svetla, ker se bo država brez dvoma vrnila k skrbi za svojo redno vojsko. Na obzorju so dobre novice, osredotočimo se na naslednjo generacijo. Tisti, ki so utrujeni, potrebujejo pomoč, da se znebijo te stare garde. Wow, ja, res je izdaja, resnična izdaja iranskega ljudstva. Želim malo zamenjati temo, ker vem, da smo veliko slišali o ruskih dronih v Ukrajini, vendar je bilo dejansko veliko manj pozornosti namenjene ruski pomoči Islamski republiki, kar vem, da vam je zelo dobro poznano. Kako pomemben je po vašem mnenju domnevni prenos navigacijskega sistema Kometo-M iz Moskve za izboljšanje natančnosti dronov Shahed? In kakšne druge oblike ruske vojaške ali obveščevalne podpore trenutno potekajo skrito pred javnostjo?
Emilija, že leta je bil standard vojaškega izobraževanja za Iran in imperialno vlado Irana NATO-vi standardi. In to pomeni, da so bili pravzaprav ameriški standardi tisti, ki so jih učili častnike. Ko se je to končalo, najprej nekdanja Sovjetska zveza in kasneje Rusija je prevzela to vlogo. In to izobraževanje, ki je imelo nekaj stare zgodovine, je bilo obnovljeno in izmenjava obveščevalnih podatkov, vojaško izobraževanje, karkoli si zamislite, to obstaja in raste. In potrjeno je, da je bil kometa M nameščen na drone Shahed 136 za izboljšanje navigacijskih sposobnosti. In veste, spraševal sem se, kdaj ne bi bili te droni domnevno prodani Rusiji. To sem postavil pod vprašaj. Torej, to je zelo, zelo čudno. Mislim, to ni zapletena tehnologija. To je nekaj, kar lahko katerakoli država z osnovnimi sredstvi in 3D tiskalnikom naredi, kar želi. Zakaj Rusija kupuje drone od Islamske republike? To so poceni droni in oni jih lahko proizvajajo. No. Niso jih kupovali. Prejemali so jih pod pretvezo, da jih opremijo z boljšimi navigacijskimi sistemom Kometa M in jih pošljajo nazaj. To se dogaja in se nadaljuje. Nadaljuje se zelo, zelo potiho. Veš, operativna obveščevalna pomoč. In ali bi nas to moralo skrbeti? Absolutno, absolutno. Ne bi smeli zavzeti stališča, da je vse v redu. Veš, pretirana obveščevalna poročila, veš, preveč vneti operativci, ki se preveč navdušijo. Ne bi smeli, to je nevarno. To bo povzročilo izgubo, ki jo bomo obžalovali, če bomo s takim odnosom nadaljevali, Emily. Definitivno, popolnoma res. Mislim, videli smo, kako je že z rahlim razvojem, rahlim napredkom Hezbolah uporabljal drone proti IDF in videli smo veliko žrtev zaradi tega v Libanonu. Zato tega nikakor ne smemo jemati zlahka, teh sprememb, ki jih izvajajo za izvedbo teh napadov. Ampak veš, v Washingtonu se vse bolj razpravlja o tem, ali obstajajo razlike, kot ste omenili, med Jeruzalemom in Washingtonom glede tega, kako ravnati z islamskim režimom. Sami ste rekli, da razlike naredijo svet, celoten svet, bolj nevaren. Zakaj tako mislite? In kaj menite, da številni ameriški odločevalci, vključno s podpredsednikom J.D. Vanceom, morda še vedno ne razumejo o tem režimu? No, veš, veliko stvari ne razumejo, Emily. Torej, ni samo ta ena posebna zadeva. Pravkar smo pregledali še eno. Ampak, veš, Izrael je edina demokracija na Bližnjem vzhodu. Če kdo to postavi pod vprašaj, če se kdo sprašuje o tem, kaj je pomen tega? No, ko imaš državo, ki je demokracija, imaš stabilnost. Spremembe se seveda dogajajo v vsaki državi. Toda, ko imaš demokracijo, se spremembe dogajajo brez tega, da bi se ljudje med seboj pobijali. Preprosto je tako. Veš, predsedniki vlad Izraela v zadnjih 50 letih, 70 letih od samega začetka, torej to je zaveznik. To je zaveznik Združenih držav na tak način, da če bi ga moral opisati, bi se vrnil k temu, kar je rekel predsednik Biden. Se spomnite, kaj je rekel? Rekel je, če Izraela ne bi bilo, Združene države bi morale ustvariti Izrael kot zaveznika na Bližnjem vzhodu. Torej, razhajanje. Kaj to pomeni? Veš, čudna beseda, ki se uporablja za politiko in diplomacijo. Veš, ko je najmanjša odprtina med dvema predmetoma, bo svetloba prišla noter. Torej, to pomeni najmanjšo razliko. To je pomembno. Obstaja razlog, da se temu reče razhajanje in ne velika desoglasja. To pomeni, da če obstaja majhna razlika v mnenju o svetu med Washingtonom in Jeruzalemom, pričakujte turbulenten svet. Zakaj? Ker Izrael, jaz sem vodil portfelj za Bližnji vzhod, Srednjo Azijo, Kavkaz in Rusijo v Exim banki, kjer sem služboval. In spomnil sem se, nekdo me je vprašal, veleposlanik Oren, je rekel, Bižan, se zavedaš, da je Izrael na Bližnjem vzhodu? Rekel sem, ja, zakaj pa še nisi bil tam? Rekel sem, načrtujem, da grem tja. Torej, Izrael je na Bližnjem vzhodu, Bližnji vzhod je nevaren kraj in ko je razlika med Washingtonom in Jeruzalemom, pričakujte pretrese, pričakujte težave. Zakaj imamo tak odnos z Izraelom?
In seveda se ne strinjamo glede vsega, vendar to ne pomeni razhajanja. Razhajanje pomeni, da se ne strinjamo glede temeljnih stvari, kot je varnost Izraela. To ni nekaj, kjer bi lahko dopustili niti najmanjšo razliko. Torej, ne smemo dopuščati nobenih razhajanj med Washingtonom in Jeruzalemom. Ta vrata moramo zapreti, moramo biti skupaj. Pojdimo naprej. Izrael je najtesnejši zaveznik Združenih držav v Bližnjem vzhodu in edina demokracija. Računajmo na stabilnost. Stavimo na to. In kar se tiče, veste, podajanja komentarjev, tako zmeden sem kot vi, zakaj je nenadoma prišlo do tega napada na zaveznika, ali ravnamo z našimi zavezniki kot s sovražniki in z našimi sovražniki kot s prijatelji. Zmeden sem. To je slabo vprašanje. Nočem slišati odgovora, ker me je strah, da je odgovor nekaj, česar nočem slišati. In kaj menite o teh poročilih o svetovalcih J.D. Vansa, vključno s Soho Abumhavi? Videli smo celo, da je Trita Parsi trdil, da naj bi svetoval in se skušal približati alt desnici. Mislim, ali je to nameren poskus manipulacije ameriške politike do Irana? Ali vplivajo na stališča podpredsednika glede Izraela? Zelo bi bil presenečen, če ne bi. Ampak moraš podpredsedniku J.D. Vansu malo popustiti. Dovolj mi, da naredim nekaj predpostavk in preverim, če se ti zdijo razumne. Misliš, da se podpredsednik J.D. Vance res bori proti predsedniku Trumpu? Ali pa misliš, da mu je morda predsednik Trump zašepetal na uho? Veš, ko igram slabega policista, veš, kaj boš naredil? In ko igram dobrega policista, veš, kaj boš naredil. In kaj misli podpredsednik Vance predan predsedniku, ki mu predsednik zaupa, je podpredsednik? Kaj misliš, da bo rekel? Mislim, da ne. Mislim, da se bom preprosto iskreno ne strinjal s tabo. Mislim, da ne. Preprosto nima smisla, Emily, da razmišljaš na tak način. Kaj misliš? Kaj misliš, sekretar Marco Rubio, eden najpametnejših državnih sekretarjev vseh časov. Deluje v najbolj razburkanih vorah na svetu z najtežjo službo. In upravlja neverjetno delo. Kaj misliš, zakaj je bil v tistem kratkem posnetku tako nezadovoljen? Misliš, da se resnično ne strinja s predsednikom? Predsednik Trump? Mislim, da. Emily. Poteka zelo prefinjena psihološka vojna. In najboljše je reči, da poteka psihološka vojna. Bodi previden, da se ne ujameš v pogovor, ki ni nujno, da te vključuje. Govorijo z drugimi ljudmi in če se zdi, da ravnamo s prijatelji kot sovražniki in sovražniki kot s prijatelji, potem je to dober znak. To je dober znak. Morate si predstavljati predsednika Združenih držav Amerike, njegovo celotno vlado, njegove svetovalce, da so popolnoma znoreli ali pa vejo, kaj počnejo. Upajmo naslednje in ne na prvo. Mislim, da si je težko predstavljati, da so vsi nori, ampak ni tako težko razumeti kompleksnosti psihološkega bojevanja, ki je usmerjeno na druge, ne na nas. Ampak seveda, slišimo to, postanemo zmedeni in ljudje postajajo razburjeni. In veste, pomislite na ljudi v Iranu, ki gredo skozi vso to bolečino, ki se soočajo z Zahodom, ki jih ne razume. Jih enači z njihovo vlado, kot da so eno in isto. Tako sem vesel, da je predsednik Trump začel Islamsko republiko imenovati s pravim imenom. To je entiteta v Iranu. 48 let tiranije in terorja. Zato sem vesel te razlike. Obžalujem to pomanjkanje razumevanja civilizacije, iranskega ljudstva in kompleksnosti razmer. Razumite RGC, ne glejte v zvratno ogledalo in poiščite svojo pot naprej. Nenehno pregledujete zgodovino in želite, da se prihodnost obnaša enako. In veste, mislim, da je bil to David Hume ali nekdo drug, ki je rekel, da prihodnost ni dolžna posnemati preteklosti. Zato se moramo malo prebuditi, prenehati gledati v vzvratno ogledalo in pogledati naprej. Kaj prihaja pred nami? Ostajamo levo od bika.
Omenili ste, da ne morete zmagati v vojni proti Islamski republiki, ne da bi resnično razumeli iransko ljudstvo. In ena od zahtev ljudi, ki smo jih videli na januarskih protestih, je bil zelo jasen poziv, da prestolonaslednik Reza Pahlavi vodi prehod stran od Islamske republike. Kljub temu so mu Združene države Amerike pokazale precej hladen odnos. Administracija in več drugih svetovnih voditeljev. Zakaj je tako? Mislim, kaj ameriški oblikovalci politik spregledajo glede iranske javnosti in kako bi to lahko popravili? Emili, zgodovina si bo to zapomnila, kar si pravkar omenila, kot največjo katastrofo, ki bi jo lahko preprečili. Največja katastrofa, ki bi jo lahko preprečili. To bom danes povedal skupaj s tabo, Twain, tega 26. julija 2026. To bo največja napaka. V analizi bo pisalo leta 2026, 2025. Ljudje v Iranu so vstali, ker so prvič v 48 letih so slišali glas moškega, ki mu zaupajo. Ga spoštujejo, vedo, da je on edini glas, da so stopili na ulice, klicali njegovo ime, edino ime, in umrli, da bi si povrnili ukradeno svobodo. Kateri drugi znak še želite videti, da je ta človek tisti, ki uživa zaupanje? Če obstaja gibanje za svobodo in če resnično podpirate tako gibanje za svobodo, ne odvzemajte kompasa ljudem, ki želijo iti od tod do volišča. In zdaj me sprašujete, zakaj je temu tako? Zakaj je temu tako? Pomanjkanje znanja, pomanjkanje razumevanja. Ne verjamejo, da je odločitev o monarhiji ali republiki stvar iranskega ljudstva. To ni odločitev, ki bi jo sprejel predsednik Trump ali premier Netanjahu. Samo iransko ljudstvo lahko sprejme to odločitev. Torej bo prihodnost bo zapisala, Zahod tega ni razumel. Niso razumeli, da ljudje v Iranu zaupajo enemu človeku. Ne more biti en sam človek. Tako ne more biti. Morajo biti volitve. Ampak počakajmo. Obstaja tradicija. Obstaja situacija, ko zaupajo samo enemu moškemu, da ne bo kralj ali predsednik, ampak da jih popelje do volilne skrinjice. To, Emily, je srce problema. Zdaj spet ne razumete nečesa tako osnovnega. To vzbuja sum, da tega nočete razumeti. To vzbuja sum, da je tukaj preveč vplivov. Govorili smo o operacijah vpliva. Obstaja konflikt interesov. Veste, kar je videti kot konflikt interesov, in veste, videz v politiki je pomemben. Torej, vsa ta vprašanja so legitimna vprašanja. Zakaj? Ker bi nekdo postavil razumno vprašanje. Veste, zakaj morate vplivati na nekaj, o čemer v resnici nimate besede? Zakaj morate reči, veste to ali ono, v podporo ali kritiko nekoga, ki ga podpira iransko ljudstvo? Veste, šel sem v Washington DC pred Belo hišo, prosili ljudi, svoje prijatelje, naj zaigrajo v YMCA. Tako predsednik ve, da smo tam. Vemo, katera je njegova najljubša pesem. In potem sem rekel, gospod predsednik, hvala, ker ste odstranili ali pomagali odstraniti najbolj kriminalnega človeka stoletja, Ajatola Hamenej. To cenimo. Hvala, ker ste odstranili tiste morilce iranskih otrok. Ampak veš, imam vprašanje zate. Mislim, da je leto 1775 in ljudje časti ter neodvisnosti se borijo proti največji vojski, ki jo vodi Jurij III. Tiran. In ljudje tukaj so nemočni, ne vedo, kako bi se borili. Veš, kot orožje imajo svoja kmetijska orodja. In tam je francoski vojak, pride ti na pomoč in reče, tukaj sem, da ti pomagam. Veš, da ti pomagam dobiti nazaj svojo svobodo. Ampak obstaja samo ena težava. Obstaja tip po imenu George Washington. Nisem prepričan glede njega. Ne vem, če je pravi človek za vodenje te revolucije. Američani, veš, hočejo svojo svobodo, želim jim pomagati, ampak nisem prepričan glede tega moškega. Kaj bi rekel?
In kako bi zgodovina presodila to situacijo? Točno tam smo. Mislim, da je v najboljšem interesu Združenih držav Amerike razumeti, da stabilnost zahteva podporo ljudstva, demokracijo, sekularno demokracijo. Ne morejo najti nepomembnega zagovornika, princa Reza Palavija, da bi vodil ljudsko gibanje do volilne skrinjice. To je ena sama točka. Če nam to uspe jasno povedati, Emilija, mislim, da je to bistvo te zapletene situacije. Samo ne bo to vprašanje odgovorjeno, ali vodite kampanjo za osvoboditev ali vodite osebno kampanjo. Odgovor je prvo in ne drugo. To je kampanja za osvoboditev, ki jo vodi princ Reza Pahlavi, to ni tako težko razumeti. Nima smisla temu nasprotovati. Nima smisla. Zgodovina bo to ocenila kot strašno napako. Zdaj pa vas želim vprašati o inštitutu Quincy, kjer je Trita Parsi izvršna podpredsednica in soustanoviteljica. Je pravkar objavil poročilo, v katerem trdi, da Izrael vodi milijardno kampanjo vpliva za manipulacijo ameriške politike in javnega mnenja. Hkrati pa so številni kritiki trdili, da so posamezniki, povezani z inštitutom Quincy in seveda z NIAC, sami zagovarjali stališča glede vprašanj povezanih z islamskim režimom, ter se že dolgo soočajo z vprašanji glede lastne transparentnosti in tujega vpliva. Z zahtevami, da se registrirajo po zakonu FARA, kako naj Američani ločijo med legitimnim zagovorništvom in operacijami tujega vpliva, ter presodijo, kdaj bi morale biti tudi same organizacije podvržene strožjemu nadzoru, tudi po zakonih, kot je FARA. Emily, ko posamezniki delujejo v imenu drugih vlad, vlada Združenih držav, Ministrstvo za pravosodje to jemlje zelo resno. Torej, veste, imam osebne izkušnje s tem in lahko vam povem, da to res jemljejo resno. Včasih celo na povsem neopravičen način v določenih primerih. Ampak svoje delo opravljajo dobro, v večini primerov to tudi storijo. Vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je, kako je to mogoče? Kako je mogoče, da se določeni posamezniki pojavljajo na določenih diplomatskih srečanjih in nenehno zagovarjajo interese tuje vlade, ki je trenutno v vojni z Združenimi državami. In kako je mogoče, po katerih smernicah, po katerem zakonu? Kako točno je mogoče, da podpredsednik Združenih držav izbere iste posameznike ali nekatere posameznike, ki jih je zvezni sodnik obsodil, da so bili? Pravzaprav, veste, jeziki, veste, če niste agent iranske vlade, ne vem, kako naj vas imenujem, ker vsi dokazi to kažejo. In ko se to zgodi, mislim, da imajo Američani pravico postaviti vprašanje in to vprašanje postavljam kot Američan. Zakaj? Zakaj se Ministrstvo za pravosodje ne ukvarja s tem? Je to politična preračunljivost? Aha, razumem. Koristni idioti. V redu, razumem. Če je temu tako in je v interesu nacionalne varnosti Združenih držav Amerike, da uporabijo nekaj bedakov kot strokovnjake, kar izvolite. Razumem, da je to taktična poteza. To je treba narediti. In moram svojo logiko zadržati zase in počakati. Ampak če ni tako, ukrepaj. Včasih se stroškovno izplača imeti ljudi, ki imajo več interesov in nimajo časti. Popolnoma brez časti, denar. Emili, veš, o čem govorim. Koristne idiote plačajo. Da naredijo, kar jim je naročeno. Za svoja dejanja. In Veš, mislim, da je čas, da vlada Združenih držav Amerike resno obravnava dejstvo, da smo v vojni. To je malomarnost oblasti, če ne preučijo nečesa, kar bi morali preučiti. Morajo spoštovati zakon. Mislim, da so potrebni resni ukrepi. Je resnično že zdavnaj zamujena, da bi ukrepali proti ljudem, ki so agenti drugih držav. Po vseh znanih merilih in definicijah. Ampak jih ignorirajo. Torej, obstaja problem, Emily, treba ga je rešiti.
Zdaj pa so v ZDA organizacije in komentatorji, vključno z ljudmi kot je Trita Parsi, pa tudi drugi v NIAC in drugih organizacijah, ki so igrali zelo pomembno vlogo pri oblikovanju razumevanja islamskega režima med Američani, zlasti v medijih in na področju oblikovanja politik. Kaj bi morala ameriška javnost vedeti o tem omrežju vpliva in o tem, kako je vplivalo na ameriško politiko do režima v zadnjih nekaj desetletjih, še posebej glede pristranskosti proti prestolonasledniku Rezi Pahlaviju? Veste, operacija vplivanja Islamske republike v Združenih državah ni govorica. Samo poglejte vse posameznike, ki so bili aretirani, sojeni, obsojeni zaradi delovanja v najboljšem interesu, pa naj bo to pošiljanje opreme Islamski republiki. In vsi so, mimogrede, vsi so udeleženci v vseh zločinih, ki jih je Islamska republika zagrešila nad iranskim ljudstvom v zadnjih 48 letih. Vsi so udeleženci, nekega dne bodo morali odgovarjati. Ni pomembno, za koliko obveščevalnih agencij delajo, na kakšen način in koliko različnih vlog koristnih idiotov so igrali pod katerimi imeni. Ni pomembno, koliko denarja so zbrali. Prišel bo dan, ko bodo morali odgovarjati pred zakonom. In ta dan prihaja. Brez dvoma obstajajo ljudje, ki so posvetili svoja sredstva temu, da zagotovijo, da bo pravici zadoščeno, in ignoriranje groženj nacionalni varnosti Združenih držav je krivica do ameriškega ljudstva. Zakaj bi moralo ameriško ljudstvo skrbeti za te stvari, kot so iranske operacije vplivanja? No, naj vam samo to povem, naredil sem kratek pregled glede, zakaj bi Američane morala skrbeti Islamska republika od leta 1979. Število organizacij v Združenih državah, ki so bile ustanovljene za boj proti grožnji Islamske republike, ki je začela z zajetjem Američanov za talce, za 144 dni. Torej, to ni govorica, ni samo Peking, Tian, nasprotnik Islamske republike, sionisti, ameriška obveščevalna služba. Ne, to so samo dejstva. Tako se je zgodilo 48 let. To je bila norma. In veš, mi moramo samo poskrbeti, da se izobrazimo o tem, kaj je Iran, kako zmagamo v tej vojni. Operacijo vpliva je treba preučiti, to ima določene stroške. Če samo pogledamo, veste, imam nekaj koristnih idiotov, ki še naprej delujejo, kot da so prijazni do druge strani in v resnici so na moji strani. Niso na tisti strani. Neumno je tako misliti, ko ljudje nimajo časti, nimajo občutka pripadnosti ničemur, gre samo za denar in slavo. In tako je to, no, ne gre za veliko denarja. Ni pomembno, včasih ljudje počnejo stvari samo zato, da bi bili slavni, Emily. Samo zato, da bi bili slavni, tudi če jih imenujejo koristni idioti in še veliko drugih bolj žaljivih stvari. Nimajo nobenega samospoštovanja, ni pomembno. Ampak ali jih moramo jemati resno? Absolutno. Vsi bi morali biti zaskrbljeni, ker so stroški vseh teh ukrepov proti terorju in tiraniji Islamske republike visoki. Naredil sem kratko raziskavo. Nekdo v Ohaju, domača zvezna država našega cenjenega nekdanjega predsednika, bi lahko kupil majhen dom po tej ceni, zato bi vam moralo biti mar. Vi to plačujete. Kot ameriški davkoplačevalec vam lahko povem, vi plačujete stroške avanturizma Islamske republike, terorizma in povzročanja kaosa na Bližnjem vzhodu. Odstranite Islamsko republiko. Bližnji vzhod bo postal veliko varnejši kraj. In dobra novica je, da Islamska republika, kot smo jo poznali, je mrtva. Brez letalskih sil, skoraj brez mornarice, vredne omembe se zmanjšuje. Ves čas samo govorijo, ne, najboljše rakete smo prihranili za zadnjo fazo. V redu, super. V redu. Poglejmo, kako uporabiš svoje zadnje rakete in kje boš končal, ko uporabiš še zadnje rakete. Torej, dobra novica je, da gledaš razpadajoče truplo poleg odprtega groba, ki ga bodo kmalu vrgli na dno tega groba. Imenuje se Islamska republika Iran, 1979–2026. Zdaj moramo zaključiti, ampak vas želim še nekaj vprašati za konec.
Vem, da je veliko Irancev izrazilo zaskrbljenost, pa tudi veliko Izraelcev, da stalno premirje, na to vrnitev v vojno, premirje, na to spet vojna, da je to nekaj, kar preprečuje zaključek Islamske republike. Zato vas želim vprašati za vaše mnenje. Ko pride do premora v bojevanju, kot ga imamo zdaj, v času, ko to snemamo, je trenutno premor v tej vojni. Ali to pomeni, da je to konec? Ali pa to dejansko pomeni, da se bomo kmalu znova morali ukvarjati s to težavo? Kakšno je vaše mnenje? Emili, kadarkoli pride do premora v vojaških akcijah in je grožnja tik ob tem, da če ne prideš in se mi ne predaš, bom nadaljeval s tem, kar sem ti počel včeraj. Bodite prepričani, premorni konec. Želite vedeti, kje je konec, ko Združene države pokličejo vso svojo vojaško opremo nazaj iz Perzijskega zaliva? Ko se to zgodi, potem veste, da je to konec. Dokler so tam, sploh ni razloga za skrb, Združene države ne bodo porabile več kot 50 milijard dolarjev in ameriških življenj, da bi se vrnile in pustile grožnjo Bližnjega vzhoda pri miru. To se ne bo zgodilo. Absolutno. Lahko z gotovostjo povem, zakaj? Ker nima smisla. Pravijo, veste, čakajte do novembra, volitev, predsednika, pooblastil in vsega tega. Jaz pravim, ne trdim, da poznam predsednika Trumpa bolj kot kdorkoli drug, ampak sem preučeval predsednika Trumpa. Predsednik Trump, mislim, da bi se strinjala Emily, predsednik Trump ne mara izgubljati. Ne mara zapustiti položaja kot poraženec. Absolutno ne. Dokončal bo delo. Naredil bo, kar je najboljše za Ameriko. Ne verjamem, da predsednik Trump izpolnjuje dolžnost, da osvobodi iransko ljudstvo tiranije. Ne, to se zgodi kot posledica zasledovanja najboljših interesov nacionalne varnosti Združenih držav in njihovih zaveznikov, še posebej Izraela na Bližnjem vzhodu. To se bo zgodilo. Tako da nimam nobenega dvoma o tem. Prepričan sem, da bo predsednik Trump zmagal. Veš, pravijo, Bijan, ti se strinjaš z vsem, kar predsednik Trump reče in naredi? Absolutno ne. Absolutno ne. Nisem se strinjal s predsednikom, ko je rekel, da je pomoč na poti, ne da bi to opredelil. To je bilo narobe. To bo veljalo za nekaj trajnega. Veš, nekdo mi je nekega dne rekel, Emily, rekel je, če nočeš narediti napake, že nočeš biti kritiziran, ne naredi ničesar. Ne reč ničesar. Bodi nihče. Torej, če si predsednik Združenih držav Amerike in sprejemaš vse te odločitve, ne bi smeli pričakovati popolnosti. Narediš vse, kar lahko, potrudiš se po svojih najboljših močeh, ker ljubiš svojo državo in narediš, kar je najboljše za Ameriko. Zato sem to pogosto rekel, da ljudje v Iranu ne dolgujejo ničesar predsedniku Trumpu. Plačali so z življenji svojih otrok, da bi pokazali, kaj si želijo. Veš, če je ena stvar, ki jo je treba razumeti, to ni zagovarjanje oblike vlade ali prihodnje oblasti ali česarkoli takega. To zagovarja načelo, da v Iranu obstaja ljudsko gibanje, imenovano Gibanje leva in sonca. To je pristno gibanje in izbrali so leva in sonce kot svoj simbol, kot prapor, ki ga nosi človek, ki mu zaupajo, saj zastave same ne hodijo. Nekdo jih drži in ljudje gledajo zastavo. Želijo ji slediti, vendar si bodo zastavili vprašanje, kdo nosi zastavo. Če te osebi ne zaupajo, je ne bodo sledili. In ni pomembno, koliko si kdo misli, da so prijazni ljudje, lahko sodeluješ z njimi. Ne, niso. Niso. Pravzaprav, poglej Golijata. Veš, njegov vzdevek je klešče. Klešče. Tako dobiš ljudi, študente primeš kot s kleščami in jih vržeš dol z strehe univerze. V smrt. To je tisti prijazni tip, s katerim boš delal. Iskreno takrat rečemo, da sovražnike obravnavamo kot prijatelji. To je problem. Ampak ja, mislim, da je to pomembno. Ne potrebujemo. Veste, predsednik Trump ne bi smel zapravljati energije za razmišljanje o podpori princu. Princ ne potrebuje podpore predsednika Trumpa. Potrebuje podporo iranskega ljudstva. Pravo vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, pa je,
ali ima to podporo. In potem pravijo, da lahko organizira kopenske sile. No, saj mu vi ne pomagate. Zato vaši komentarji ne pomagajo. To je morda del razlogov. Lahko najdeš še veliko drugih izgovorov, ker si se že odločil, da boš Lafayetu odgovoril z napačnim odgovorom. Torej, morda to ni ravno tako, vendar ne moreš prezreti, da bi to lahko bil del. In to se lahko popravi. Še je čas. Ni potrebe po podpori, ni potrebe po kakršnih koli javnih podporah. Ampak samo prisluhnite iranskemu ljudstvu. Prisluhnite jim. Kaj še imajo za povedati? Kakšen dokaz še želite kot življenja 52.000 ljudi? In to je številka, ki jo ponavlja predsednik sedanjih Združenih držav. 52.000 življenj mladih ljudi. Poglejte te obraze prihodnosti, ki so jim bile odvzete. In to je tragedija. Kdaj se je nazadnje zgodila tragedija takšnega obsega? In ali so mediji pošteni? Ali mediji o tem poročajo? Ali pa pometajo pod preprogo? Ne poznamo njihovih spornih številk tega, onega. O tem moraš poročati z obeh strani, veš? In zato je bila razlika med poštenim poročanjem in objavo poročil. In zato predsednik Trump nekatere medije imenuje lažni mediji. In oba veva, da res obstajajo. Lepo je biti z vami na osi resnice. Kot resnica, kot je rekel moj cenjeni prijatelj, general podpolkovnik Mike Flynn, Resnica se ne boji vprašanj. Prav. Tukaj bomo morali zaključiti, vendar se vam želim zahvaliti, Bijan Kijan, da ste se nam danes pridružili v oddaji Os resnice.